Dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke, spoštovana publika, lepo pozdravljeni, spet smo z vami v literarni oddaji Splet besed in nocuje z mano avtor, pisatelj, mariborski pisatelj, slovenski pisatelj Gregor Lozar. Gregor, lepo pozdravljen. Zdravo, Lučka, dober dan, lepo pozdravljeni. Grega, kako si in kaj počneš, kaj se dogaja v Mariboru? Kva dogaja? No. Kva dogaja? Težko vprašanje. Sem v redu, hvala. V bistvu sem zelo vesel, da sem prišel v Mursko Soboto. Sem vedno rad pridem. Zelo prijetne spomine imam na Soboto. In vedno je lepo biti v Miku. Tudi na ta prostor imam lepe spomine, tako da sem počaščen, da me imate v spletu besed. V Mariboru se dogaja, kaj se v Mariboru ponavadi dogaja, nič. Mesto živi v svoji letariji dalje, ampak tako, če znaš malo za puls primiti, pa je konstantni flow dogodkov, literature, srečevanj, malo prek interneta, malo v živo, knjige izhajajo, ljudje se najbrž zaljubljajo, ljudje najbrž umirajo, ljudje najbrž tudi kaj novega napišejo, tako da mogoče čisto nasplošno se dogaja vsak dan. Kaj pa sam, trenutno si v procesu pisanja, slišim, da ustvarjaš nekaj? V bistvu sem se po enoletni pauzi na novo lotevam, tako da zaenkrat se kakih drobtinic lotevam, pa malo nabiram kondicijo, zbiram voljo, da se lotim projektov, ki me čakajo v omari. Ampak delaš pa tudi, nekako je tvoje življenje tudi, oziroma pač delo povezano z knjigami, delaš tudi v založništvu. Ja, trenutno delam na Kulturnem centru Maribor. To je knjižna založba, ki že 30 let izdaja zbirko Frontier. Imamo tudi druge zbirke, glasbene, filmske, znanstvene monografije, tako da to je ena fajn zadeva, da malo človek ostane v stiku. Za pisatelja je najbrž kar pomembno, da je tudi v enem živem stiku z pač eno, ne vem, sodobnim literarnim življenjem. Meni se zdi, da to da motivacijo dostikrat. Vedno sanjaš, kako bi bilo fajn, če bi bil prost tega sveta, če bi imel kočico, pa gost, pa bi gledal nebo in pisal pesmi, ampak ko imaš kočico in gost, pa ne pišeš pesmi. Če si pa malo v stiku z dogajanjem, pa slišiš koga, kaj bere, pa si misliš, pa to bi znal jaz boljše, ali pa slišiš koga, ko prebereš, kako kdo napiše, pa si ti zdi, wow, to je dobro, to bom pa jaz vkradil. Pa je človek malo bolj motiviran, malo bolj dobiš nek motor, malo bolj se spraviš k delu. No. Malo manj samo razmišljaš, ampak tudi kaj napišeš. No. Tako da je kar stimulativen proces. S tem bi se kar strinjala. Zdaj, glede na to, da pač se bolj giblješ v mariborskem kulturnem prostoru, pa se mi nekako tudi pojavlja vprašanje, zdaj, ne vem, tukaj je pač take vrste prekmurski kulturni prostor, ampak dejansko mi ne vemo kaj dosti o tem, kaj se zdaj pri vas aktualnega dogaja. Tako se mi zdi, da so ti kulturni mini prostorčki oziroma mini habitati, kljub temu, da smo dejansko samo 60 km narazen, da nimamo med sabo nekega živega stika. Nekako se mi zdi, da je to pravzaprav ta prostor zelo daleč. Ne vem, zakaj se tudi tebi zdi, da je tako in zakaj, k čemu bi to pripisovali? Meni se včasih zdelo, da sem dosti več vedel, kaj se v Prekmurju dogaja, kaj se v Mariboru dogaja, enostavno zato, ker je Prekmurje bilo v Mariboru. Koliko ste šli, sem malo izgubil ta stik, ampak
Mislim, da te stvari obstajajo na več ravneh. Eno so institucionalni stiki, eno so osebni stiki, eno so pa polno skrižja gostovanja pri drugih institucijah, založbah, producentskih hišah in tako dalje. Mislim, da v tem zadnjem se znamo hitro zapirati vsak v svoje regije. Enostavno zato, ker je bolj udobno pa ceneje, ker pobereš ljudi, ki jih spoznaš na dogodkih, ki jih spoznaš na sceni, s katerimi se srečuješ na kavami, katerim objavljaš knjige, in ko imaš eno bazo prijateljev, znancev, poslovnih stikov, se hitro na to bazo lahko nasloniš in je ne nujno širiš dalje. Po mojem je dobro, če ravno tu greš, probaš iti malo ven in to bazo malo širiti, malo prevetriti. In tudi tukaj pride pol do ene blazno prijetne stvari, ki se imenuje presenečenje. Če delaš skozi z istimi ljudmi, si redko presenečen. Če greš nekam, kjer nisi vajen, še posebej če greš nekam, kamor te je strah iti, znaš pa naleteti na presenečenje. To pa, ali je dobro ali je slabo, vedno te izzove. In te izzivi znajo biti, po mojem, zelo plodoviti. Pa se ti zdi, da recimo ta izoliranost oziroma stiki vplivajo potem tudi nekako na eno avtorsko poetiko, na delo samega avtorja, na to, kako pišeš, o čem pišeš, ali je dejansko to bolj potem samo stvar recimo praktičnega vidika? Mislim, zagotovo, če se pač družiš z enim krogom ljudi, od katerih dela bereš, debatirate recimo o določenih temah, imate potem tudi verjetno eno skupno idejno, motivno podstat. Mislim, da je to zelo važno pri mladih avtorjih. Mislim, da je to zelo, zelo važno v avtorjih, ki stopajo na literarno sceno. Ponavadi v študentskih letih je zelo važno, v katerem krogu so, s kom se pogovarjajo, pri katerih revijah objavljajo, pri katerih založbah objavljajo. Največ rabijo tu mladi avtori nekih omizij, nekega prostora, da se brusijo drug ob drugem, da se čudni izrazi oplajajo, da reflektirajo drug od drugega. Z leti imaš malo bolj svoj stil, mogoče, malo več izkušenj, malo bolj imaš neke ustaljene navade in težje te nekaj presune. Kar je v osnovi žalosten dogodek. V osnovi z leti vedno manjkrat naletiš na knjigo, ki bi te prebila do dna, tako je bilo to, ne vem, v mladosti, ampak je zato to dosti večji zaklad. Tako da mislim, da stiki z leti postajajo drugačni. Postajajo Mogoče manj čustveno intenzivni, pa bolj praktični. Mogoče tudi to, mogoče bolj praktični, to vsekakor, da je bolj za odpiranje vrat, manj čustveno intenzivni, bolj pragmatični. Ja, ker se mi zdi, da je naša generacija nekako ravno na tem enem prelomu, ko dejansko več nismo pač mladi avtorji, nismo pa še za tisti zreli, ki bi pač samo obujali spomine, pa imeli poln koš nekih zgodb. Ne. Andrej Brevar je bil še pri 60 mladših mariborskih avtorjev. Tudi to je res, ja. Še imamo 20 let. Ja, dobro, to je tudi pač odvisno od enega več dejavnikov, kot si rekel, ja, ampak ja, malo vodiva hudomušna. Ne. Zdaj, Grega, jaz sem te povabila pač nekako, že dolgo sem te mislila prej povabiti, ker tudi nekako imamo tudi eno linijo mariborskih avtorjev, ki jih sistematično vabimo, tudi generacijo, iz katere izhajaš sam.
ampak zdaj tvoj prvenec Spačene je bil natisnjen leta 2009, tako da bo zdaj že kar nekaj let od njega in seveda me je zanimalo, kaj pa počenjaš zdaj, ker od takrat nisi v bistvu izdal še knjige samostojne. Ja. Mislim, kako to je, nekako vmes posegla ena ustvarjalna kriza, so prišle druge stvari, ali je pač preprosto to eno brlogarsko zatišje, ko se dela in se nič ne dogaja? Čisto iskreno, malo sem se ujel v pasti perfekcionizma. Na Spačene sem ponosen. To je vseeno moja prva samostojna knjiga. Ampak, ko da bi si po nekaj rekel, naslednja mora biti pa perfektna. In ta perfektna ubije. Perfekcija je nedosegljiva. In če potem stremiš, lahko zelo, zelo dolgo traja, preden daš kaj ven. Tako da nabira se konstantno, ampak tista prava točka, kdaj ven dati, pa je stvar pritiska, želje, strahu, ljubezni in prihodnosti. Ja, no, jaz upam, da te bo ta oddaja vsaj malo spodbudila vse k temu, da nekako prelistaš material, oziroma sem tudi vesela, da si z nami podelil nekaj novega materiala, ki ga bova predstavila potem v drugem delu pogovora. Zdaj bom pa čisto na kratko prebrala še tvojo biografijo, toliko, da tisti gledalci, ki te ne poznajo, da slišijo, kdo in kaj si in kaj si do zdaj recimo ustvaril na literarnem področju. Tako da Gregor Lozar, rojen v Mariboru leta 1980, je pisatelj, pesnik in kulturni delavec. Leta 2007 je na Radiu Marš vodil literarno oddajo Pesniki, kjer so s sovoditeljema poglobljeno predstavljali aktualne slovenske izdaje in običajno naredili tudi intervju z avtorjem. 2008 je bil kulturni urednik pri Katedri, kjer je pisal recenzije in članke ter skrbel za uredništvo prispevkov za kulturne strani. Med 2008 in 2015 je skrbel za prodajalno Bukvarne Ciproš na Poštni. 2016-2017 je organiziral in vodil mlade rime v Mariboru in mariborski publiki predstavil več kot 50 pesnikov in pesnic iz cele Slovenije. Trenutno dela na Kulturnem centru Maribor. Pesmi in zgodbe je objavljal predvsem v reviji Dialogi, priložnostne kritike pa za Večer in Literaturo. Leta 2005 je v soavtorstvu z Lili Mihajlović in Janom Šmarčanom izdal pravljico Zmajeve solze, leta 2009 pa je izdal prvenec, zbirko kratkih zgodb Spačene, ki je naletela na dober kritiški odziv. 2016 je bil eden od ustanovnih članov Užuljenega jezika, mariborske platforme za slam poezijo in član Slam Zverin. Leta 2021 je začel pri Kulturnem centru Maribor objavljati serijo moderniziranih slovenskih in evropskih ljudskih pravljic. Njegove zgodbe so objavljene v antologiji Monte Cristo Kolesa Kurent, Nova mariborska zgodba, v antologiji Najkrajše slovenske pripovedi Na balkonu visoke hiše ter v zborniku Rukopisi 29. Njegove dela so prevedene v srbohrvaščino, makedonščino, angleščino, keltsko-irščino, baskovščino in friziščino. Gregor, kako je poslušati recimo eno to svojo kratko strnjeno biografijo? Kaj si človek ob tem misli? Tisto, ne vem. To je on. Ja, mislim, imaš distanco do tega ali kak recimo je tvoj odnos zdaj do te svoje literarne oziroma pisateljske persone? Meni se zdi to v bistvu vedno neki punkti spominski, ko pa neki spomini na ta dogodja pridejo ven, ne vem, na uredništvo, na studio, na radio, na mlade rime, na tisti trenutek, ko pesnik pride na oder, ko pričakuješ, kaj bo na tisti 2 trenutka prej, ko ga moraš nekako pozdraviti. Tako da meni je to taki zelo spominsko sredstvo, ampak
No, včasih je pa tudi verjetno fajn slišati nekako eno ne vem, zaokrožitev vsega dela, ker v bistvu si ti že ves čas, kar te poznam, si dejansko nekako res vpet v ta en kulturni založniški prostor. Dejansko je vso tvoje življenje nekako bilo vedno povezano s knjigami in koliko se tudi spomnim enih osebnih obiskov pri tebi, so bile vse posod knjige, ne vem, tisto, ko rečeš, na knjigah spim, jem in še kaj drugega, ne. Jaz se bojim, da je moja usoda zaljubljence. Da sem se pač v enem trenutku, ko je bilo dosti zmede v mojem življenju, da sem našel uteho v knjigi. Da v enem trenutku, ko sem se zdaj sam sebi res čuden človek, sem v knjigi opazil, da so mogoče v svetu tudi drugi čudni ljudje. In se zato začel malo bolj normalnega počutiti. Vsaj bolečin ni bilo nič manj, ampak tam je bil nekdo, ki je šel skozi iste bolečine in to je bilo v najstništvu blazno uteha in iz tega meni nek dolg, neka zaljubljenost, ki traja celo življenje. Tako vsaka zaljubljenost ima svoje spomine, svoje padce, svoje velike darove, svoje krute žrtve. Ampak mislim, da je zapisanost literaturi v mojem primeru najbolj bolj ko usodi vizionara ali pa usodi preračunljivca, človeka prakse, bolj podobna usodi zaljubljenca. Da je tu neka, upam, da se ne sliši preveč sentimentalnost, neka izrečenost svetu knjig, ki pač so moj svet. Tu se znajdem, tu diham, tu poznam ljudi, tu vem, o čem se gre, tu se počutim varnega pa izvanega in v teh krogih bom pač preživel življenje. No, to za niti ni več tako hudo vprašanje. No. Mislim, dejansko, tudi če se sliši sentimentalno, je to pravzaprav neke vrste ni slabo, ne? Ker si želim, da bi večkrat slišala ta odgovor od koga, ki mogoče nekaj počne, ker se mi zdi, da je poklicanost, ljubezen in strast bi moralo malo večkrat biti eno vodilo za to, kar počneš, oziroma pač no, zdi se mi, da je pač to tudi en smisel nekega življenja in ni nič slabega, če se sliši tudi malo sentimentalno. Eno, če nimaš denarja, rabiš ljubezen. Ja, tako. Res je, Grega. Zdaj, mislim, da je prav, da pač preden se posvetiva oziroma preden zaploveva v Spačene, da te malo izzovem tudi k branju. Zdaj nekako sem oziroma sva skupaj se strinjala, da prebereš del oziroma odlomek kratke zgodbe Solinar. Pa v bistvu te najprej prosim, da malo čisto na kratko poveš okvir te zgodbe, pa kako je nastala oziroma kako si sploh prišel do te teme? V bistvu je za Spačene to značilno. To je ena izmed stvari, s katerimi nisem prišel do konca. Spačene imajo dostikrat so bile planirane serije 4-5 zgodb. Najbolj se je Rdeča kapica tu uresničila, ampak ponovadi je ena zgodba ostala. Solinar je taka. Solinar je v bistvu hotel biti kronika neke subkulture. Izumiti sem hotel neko subkulturo ljudi, ki živijo od soli in vode, nekega radikalnega veganizma. In v bistvu Solinar je nastal kot prvi del te kronike, v bistvu je pa bil zamišljen kot neke vrste hagiografija, kot neke vrste za nazaj življenjepis svetnikov, ki ga pišejo pripadniki te subkulture za nazaj, ampak tega v knjigi ni razvidnega. V knjigi je vidna pač zgolj pripoved z nekim čudnim, z ideološkimi floskulami in naphanim jezikom in ni ustreznega pojasnila, zakaj operira s takimi včasih prav absurdnimi ideološkimi floskulami, ki pač
so postanejo blazno zanimive v trenutku, ko so neškodljive. Ko to ni več ogrožajoče, ko zaradi tega ti noben ne drži pištole na glavo, pa postanejo vsi tisti centralni komiteji, pa ne vem kaj še vse, taka blazno zanimiva jezikovna magma, tudi malo tega sem hotel vesolina ujetno. Ampak mislim, da ti je vseeno, če tudi ni zdaj vse to razvidno, ti je uspelo nekako, ne vem, na en način tudi pojasniti oziroma raziskati razloge, zakaj se nekdo recimo odloči za eno tako oziroma kaj ga sploh žene k eni odločitvi za en skrajni način življenja. In se mi zdi, da kljub temu, da knjiga pač ni izšla letos, da je ta zgodba zelo aktualna, ker se dejansko, ne vem kolikor malo spremljam, je vedno več tovrstnih poskusov odločitev za en skrajni življenjski, za en skrajni življenjski projekt. Ja, meni je bilo najbolj kul, ko sem zvedel, da sem v bistvu pisal biografijo pesnika, da je Jure Detela umrl zaradi izčrpanosti, zato ker je bil pred skrajni vegan oziroma vegetarijanec in v bistvu tega nisem vedel, ampak v bistvu sem pisal deloma njegov izmišljen življenjepis. Tako da dejansko so se ljudje izstradali na ta način zaradi etike. Zato, da bomo prizanesljivi do živali, zato da se bomo duhovno dvignili na neko višjo ravni, kaj še takih podobnih govorov se tu okoli nakopičeno in pač to mi je bilo blazno zanimivo, ko sem to izvedel, ko se ti zdi, da tvoj junak nekaj tam res obstaja. Ja, vse je res, včasih res pride do situacije, ko v realnosti dejansko naletiš na svojo zgodbo. Ne? Ja, to je res bil taki lucid moment, ko nekoga si misliš, pa pogotoviš, da dejansko obstaja. Ja. Dobro, te pa prosim za ta odlomek, pa bova potem še malo problematizirala. Ok. Da se fancy odkašljam. Če je meso umor, je razmišljal, ali ni zelenjava potem takem splav. Kajti klasje bi se izluščilo, padlo na tla in na novo usklilo. In ali ni jabolko, zlato in svetleče, namenjeno temu, da z gnitjem preživi koščice, te sadne otročičke. Rastline niso nič manj od živali. In ali s použitjem semen in plodov, potem takem ne použijemo njihove sperme in jajčec in embrijev, njihovih nerojenih otrok. Tukaj je dovolj zgovoren že jezik, ki z imenom plod poimenuje tako nerojenega otroka kot sadež, z besedo seme pa tako žito kot spermo. In v tem primeru, v čem se trganje jabolk razlikuje od abortusa in v čem pobiranje stal od kanibalistične požrtije spontanega splava ali celo novorojenca. V ničemer, prav v ničemer. Ampak, je presunjen nadaljeval za svojo mislijo. Ampak je vsaka rastlinska hrana splav? Ne, seveda ne. Krompir, česen, čebula, peteršilj, korenje, pa tudi solata, zelje, radič in motovilec so čisto navaden umor. Rastlina potem neha živeti. Mešanih občutkov Jagoda vstal in si zapel hlače. Vznesenost ob ideji, zgodovinsko primerljivi kvečemu s trenutkom, ko se je človečnjak postavil na zadnje tace, je dopolnjevala žalost absolutni, da je zbliževan z naravo konec. In zagato ob domnevah, da se je znašel v slepi ulici. Slednje so se v prihodnjih mesecih, ko so ga nova spoznanja oddaljila od pekarniških aktivistov, še zaostrile. V tem času se je zbližal skupino borcev, ki so trdili, da je splav umor, saj onemogoči življenje v nastajajoči fazi. Jagoda se je s takim razmišljanjem strinjal in ga je kasneje delno prevzel.
Všeč pa mu je bila tudi strogost, s katero se Všeč pa mu je bila tudi strogost, s katero so se lotevali pretresanja teh vprašanj. A druženje kljub temu ni trajalo dolgo. Jabolko spora pa je ležalo kje drugje kot v religiji. Večina borcev je bila gorečih katolikov, ki so pri maši hrustali kruh, nekateri pa tudi vino, v katerem se utelesi njihov bog. Problem je bil v tem, da so tako kruh kot vino posledica istega splava, proti kateremu so se borili. Jagoda je dovolj poznal kristjane, da je vedel, da se ne bodo odpovedali svojim simbolom vere zgolj zato, ker so se znašli v absurdu. Ker jih ni mogel prepričati, naj se za voljo doslednosti odpovejo stališčem proti splavu, je razočaran odšel. Ni bil ne prvi in ne zadnji, ki bi znal povedati kaj o njihovi dvojni morali. Zgolj ostrina problema, ki se mu je zastavljal, ga je obvarovalo osamljenosti, ko je taval po ulici nočnega Maribora. Že več dni ni jedel in njegov korak je postajal potekav. Dosledno rastlinojedstvo se ob sintagmi splav je umor izkazalo za morilsko. A od česa živeti, če ne ješ ne rastlin in ne živali? Težkega srca je odtrgal vejico žive meje in počasi žvečil liste amputiranega uda. Življenje ob listju in trave Življenje ob listju in travi je bilo kompromis prostora, kamor subkulturna duhovnost in tradicionalna religija ne sežeta, dolgoročne rešitve pa ni ponujala. Smrt od izčrpanosti se je zdela neizbežna, a mu je na pomoč priskočila ljudska modrost. A niso stari Slovani udomačili tujca, tako da so mu ponudili kruh in sol? A tako so delali stari. Jagoda je kruhu odvzel jajca, moko, kvas in se dobre volje odpravil v bolnico. Na trdi bolniški posteli, pod bodečo svetlobo fluorescentnih žarnic, je Jagoda zasnoval prve obrise nadaljnjega življenja. Votlo jeklo je prediralo steno žile in skozenj je v roko pritekala nova, neškodljiva hrana, infuzija soli in vode. Vedel je, da lahko nekateri bolniki tako preživijo več let. Če pa je hotel na tem zgraditi svoje življenje, je bilo nujno uvesti nekaj sprememb. Vrgel se je torej v knjige, po hodnikih zapletal zdravnike in laborante v dolge pogovore in začel že kmalu z flaško v žepu in s cevkami napeljanimi pod obleko obiskovati predavanje različnih fakultet. V slabih 2 letih je uspel koncipirati mešanico soli in mineralov, s katero bi se teoretično dalo živeti. Nato je odšel na morje. Ker je svojo dieto zasnoval na zdravi morski soli, je bila odločitev za solinarstvo najbrž na dlani. Naselil se ob zapuščenih solinah, zraven bazenov pa začel postavljati kolibo iz jekla, obdelanega na vročini smetiščnega metana. Z izpopolnjevanjem infuzijske mešanice je dvigoval nizko storilnost in že kmalu je dobival dovolj kilodžulov, da je lahko upravljal z zapornicami, grabljal, pakiral zdravo morsko sol in presežke celo menjal za druge nujno potrebne mineralne snovi. Njegova jablana je obrodila sladko in obilno, in ker ni bilo nikogar, ki bi požrl otročičke, je okrog jagode začel rasti gozd, jablanov gozd. Gregor, hvala za branje. Zdaj solinarstvo.
pač zanimiv motiv oziroma zanimiva iznajdba, ampak tudi en tak domišljijski skrajni primer enega načina življenja se pravzaprav ne zdi tako daleč od določenih struj oziroma ekstremnih ideologij v naši družbi. Tako da se mi zdi to tudi ena dobra metafora enega dela družbe, ki je zdaj še kako aktualna. Zdaj v bistvu tvoj junak nekako sploh ni mogel sprejeti temeljnega zakona življenja, se pravi, da moraš jesti nekoga, da lahko preživiš, ne? Ne, v tem je poanta, ne? Ja. Torej mu je preostalo samo še živeti od soli in vode. In nasplošno tudi knjiga je polna enih takih v mnogih zgodbah imaš tudi eno odločitev junaka za eno ekstremno življenjsko situacijo. Recimo podobna zgodba je tudi Evglena, kjer se pač junak odloči, da bo pač živel kot Evglena, se pravi, da bi imel izbiro, ali bo rastlina ali bo žival. Zdaj te zgodbe so tudi tako že na meji znanstvene fantastike, recimo, pa se mi zdi, da si v tem žanru kar doma oziroma te pač privlači tudi recimo fantastika oziroma znanstvena fantastika. Jaz imam rad domišljijo. Jaz imam rad knjige, ki so domišljijske, zelo težko berem preveč realistično prozo ali pa poezijo, ker mi ne pusti leteti. Jaz imam zelo rad knjige, ki nekaj sprožijo asociacijo, pol me pa pustijo. In deloma po drugi strani je pa vseeno realizem neko merilo ali pa tudi nek horizont, ki mu v prozi enostavno ne moreš ubežati. Recimo, če rečem, da je junak imel 3 oči in ne povem nič drugega, je najbrž imel 2 nogi. Ja. Kar ni izrecno rečeno, je realistično. Je tako v našem svetu, to je Pehova pogruntavša in na ta način realizmu nikdar ni možno uiti. Smo njegovi ujetniki, je naš Rabl hudi. Ujetniki zakonov, ne? Ja, pa umetniki realnosti, umetniki mimesisa. Ampak jaz se pa rad malo potrudim, da te zakone malo preigravam, da ponudim, da grem v pisanju nekje, kjer pa ta pričakovanja realnosti se jim lahko malo izneveriš. V Spačenih je, del tega je bila prehrana, del tega je bil pač ta imperativ 20 let, glej, nekaj moraš jesti, zdaj se pa spravi nekaj pametnega delati, ne pa da pišeš pesmi. In dosti tega je tu izhajalo. Se bila neka dosti bolj eksistencialna razmišljanja zadaj, kot jim mogoče čisto domisliti zvideti, ampak tudi temu ni možno uiti, ni možno biti neautobiografski, ni možno biti neproblematičen, ne glede na to, koliko se za to trudiš. Nekateri se za to trudimo in na koncu je to vedno spodletel projekt, ampak se vseeno trudiš dalje. Konec koncev, Gospodar prstanov je deloma avtobiografski projekt, če ne pa izhaja iz neke zagate, iz tega, da nekemu starejšemu človeku rabi uteho medtem, ko je njegov sin na fronti. In se pač mora z nečim se mora v tem času pozabavati. Ampak so pa vidne razmere sveta v tej knjigi. Ja, zato si dobro povedal, da pač literatura oziroma umetnost mora imeti
ne vem, ima vseeno en dramatičen, intenzivni poriv, ne, drugač se kaj bi opisoval neko čist banalnost, se zato nas verjetno tudi dosti krat zanese v ene skrajne lege, pa tudi so mogoče zato so mnogi junaki v literaturi pravzaprav skrajneži, ne. Pač dosti pisateljev piše o enih skrajnežih oziroma o ljudeh, ki pač niso čisto običajni, in kot si že na začetku pogovora rekel, da je tudi tebi pač med branjem pač kliknilo, da pač mogoče je več ljudi neobičajnih, kot se nam zdi. Tako da mogoče je tudi en tisti poriv za literaturo ravno to iskanje nečesa neobičajnega. Jaz sem včasih primerno, da svojo poetiko upovem v memu. In sem našel res en dober mem, ampak zaenkrat ga nisem uspel dovolj dobro prevesti v slovenščino. Good art makes normal people feel weird, and weird people feel normal. Dobra. Ob dobri umetnosti se normalni ljudje počutijo čudno, oziroma kot čudaki. Čudaki se pa počutijo normalne. In to je nekako moj kredo. Mislim, da je umetnost zelo dobra v tem, da osamljenim, odtujenim, zgubljenim, tistim brez upanja, tistim brez pomoči, poveglej v tem sranju in niste sami. Mislim, da je ta neka globoka uteha, ki jo lahko da umetnost, ni njen cilj. Je pa ena izmed stranskih produktov, ki je pa preračunljivost ali pa želja po statusu ali pa želja po dobrem kosilu ne more izkoreniniti. Ni tu nekaj, kjer bi vsakdanje življenje z svojimi neplačanimi položnicami lahko nekaj hudega naredilo. Zato je tu vedno usoda zaljubljenca, ki mu do neke mere ni mar. To je butast odgovor 40-letnika. Konec koncev to odgovor 40-letnika, ki se trudi plačevati položnice, ki se trudi imeti družino, ki se trudi živeti normalno, vsakdanje, banalno življenje in v tem najti svoje veselje. Ampak v umetnosti je pa nekaj, čemur pa ta banalnost ne seže do dna. In dolgo sem bil zmerjen na tem, ampak na koncu je to nekaj globoko etičnega. To mi je bilo spoznanje, ki me je nadal z velikim mirom. Da to ni bolezen, da to ni eskapizem, da to ni bolan, naveličen, preveč živčen ki si išče svoje skrivališče, svoje kotičke, kjer se ne rabi soočati z realnostjo, ampak da je tu not neko globoko sporočilo, neka globoka komunikacija z sočlovekom, ki ni vezana na temo, ki ni vezana na stil, ampak je vezana na to, gledaj, je res kot sranje, ni problema vstati srečati z njim, ampak mi smo že skozi sranje šli, tako da vedi, da v sranju nisi sam. To je nekaj, kaj je meni neizmerno veličastnega, neizmerno všeč pri umetnosti. Ne vem, če edino lahko to da, ampak je pa instanca, ki to da. Ja, te tudi sama čutim nekako v tem. Pač nekako se mi tudi zdi, da še nisem slišala boljše definicije umetnosti. Ne vem, če mogoče zato, ker sem tudi sama 40, ali pa je res, ne, bova videla čez 20 let. In mislim, da si tudi pač nekako lepo tematiziral
tudi eno to glavno idejo svoje zbirke proze in seveda tudi eno motivacijo, zakaj so liki taki, kot so. In vsekakor mi ni žal, da sem Spačene nekako malo potegnila izpod prahu, malo spihala prah, ker pač žal je danes tak, da knjiga, ki je stara 10 ali pa več let, redko nekako še prodre med ljudi. Nekako je toliko enih novih objav, toliko pač enega bombardiranja z promocijo novih knjig, da starejše izdaje nekako kar malo obležijo na police. Meni je zoprno o teh knjigi govoriti, da bi govoril o kakšni novi, ampak trenutno nimam tega privilegija. Ja, se verjamem, da pisatelj vedno pač do svoje prejšnje knjige ima pač mogoče malo zadržek, ker je pač vmes tako pisateljsko kot tudi osebnostno mogoče šel v eno drugo smer. Ne vem, se tebi tudi včasih tako zdi do te knjige malo pokroviteljsko? Meni je zanimivo, ko pridem v situacijo, da moram iz te knjige brati. Zato, ker dosti krat ugotovim, da še zdaleč ni tako slaba, ko imam jaz podobo nje v glavi. Tista podoba Spačenih, ki jo imam jaz v glavi, je zelo, zelo spačena. Zelo je podoba v enem ukrivljenem ogledalu, kjer so groteskno prepovečane ene pomanjkljivosti, ki jih jaz tukaj not vidim, ali pa ene ne čisto dobre odločitve. V določenih zgodbah je recimo ogromno nekega besa, ki je mladostniški bes, ampak ki ga zdaj recimo ne bi dal v knjigo. Turnir je taki, s tem, da tista zgodba ni do konca izpeljana. Tako da ta knjiga zna biti izziv čustven zame, ko je na mizi. To je del zelo intenzivnega dela moje mladosti. Deloma je nastajal v prebujanju iz nekih globokih blodenj, v kateri sem prebil par let. In Spačene so nastajale ob prebujanju iz te blodenj in kot način iz prebujanja iz te blodenj. Glede na to, da smo se takrat družili, glede na to, da smo bili takrat ekipa, to, da sem prišel s pisanjem med ljudi, to, da je to nehalo biti nekaj, kar sem copral v svoji kleti, ampak da smo se o tem pogovarjali, je bil velik stabilizator v življenju. Zelo je pomagalo priti ven iz blodnje. Ja, ampak to zapraviš z svoje pozicije 40-letnika, ampak vseeno ta recimo lirski subjekt oziroma pripovedovalec, ki je pač v tej knjigi, pa brez tega ne bi bil to, kar je. Se pravi, dejansko za bralca je ta knjiga ravno prav napisana in ravno dovolj agresije je v njej in besa in jeze in vsega, da lahko deluje dejansko tudi očiščujoče in osvobajajoče za bralca, tako da dejansko to, kar ti sam vidiš kot manko, dejansko ni manko, ampak je plus. Ampak seveda pač človek, ko zori, gleda tudi nase v tistih letih mlajših, joj, kak sem bil besen, joj, kak mi ne bi bilo tega treba. Ampak ne, to je en del razvoja in ta knjiga v bistvu tebi ne more več pomeniti isto in zdaj, če bi še vedno isto čutil, pomeni pač, da nisi zrasel prek nje. Ne? Ampak vseeno za bralca pa tisti pripovedovalec, ki je notri, pa vseeno mora ostati tak. In zdi se mi, da pač je fajn, če v tem trenutku malo tudi za poslušalce mogoče, ne vem, izpostaviva, zakaj jo je vredno prebrati. Meni se zdi njena res največja in tudi najbolj ena, ne vem, presežna vrednost, en poseben humor. Malo mogoče hočem izpostaviti
pač eno tehniko, ki je tebi, tvoji avtorski govorici, nekako najbolj očitno, in to je humor. Gre za ful različne plasti, dimenzije humorja, od cinizma do ironije, do čiste hudomušnosti. Zdaj pač vsi vemo, da je humor v bistvu smeh, ki prikriva eno bolečino, ampak dela bolečino tudi malo lažje znosno. Meni je bilo zanimivo, ko sem bral kritike knjige, če smo že pri Spačenih. Vsak kritik se je spotaknil ob humor, ampak vsak kritik se je spotaknil ob humor. In vsi so povedali, s tem humorom nekaj ni vredno, nekaj je žaltovega v tem humoru. Doben pa ni tega zasledoval. Jaz pa tudi nisem povedal, v čem je finta. Edini človek, ki je skapiral, o čem se gre, je bil moj zelo dober prijatelj, moj najboljši prijatelj v življenju, ki je vedno iz osnovne šole prijatelj. Ko je prebral, je rekel, veš, meni je pa bilo zanimivo, v tvoji knjigi je smešno, dokler naenkrat ni več. In to je bila ena stvar pri Spačenih. Ta knjiga je bila v bistvu pisana na nek način proti humoru. Ta knjiga je bila pisana proti zahtevi, da mora biti na vsak način zdaj smešno. In to na ta način, da je bilo smešno, če povemo vic, kaj bi delala princesa Diana, če bi bila še živa, ja, po drugi bi krampala. Ta knjiga se pa začne, ko začneš prikazovati, ko poveš ta vic, pa začneš nadaljuje za zgodbo o princesi Diani, ki leži v trugi in ne more umreti ali pa bo umirala, in to grozo meni iz humora potegne. In v tem smislu je ta knjiga, je dosti v tej knjigi poskus ubiti štos, ubiti humor. In tukaj je to, kaj kritikom smrdela, ampak tu so za groteskno uporabljali tudi, da ta humor ni zdrav, pa neki psihološki problemi, pa nekaj, ampak tu je bila v bistvu čisto tehnična odločitev, ki je pa nisem pojasnil. Danes, če bi to pisal, bi čisto narejen postmodernistični pasus, kjer bi nekdo pisal teoretsko razpravo o humoru v sodobni prozi, tega takrat pač nisem znal na tak način, ampak to je bila recimo pri tej knjigi ena finta, ki so jo vsi zaslutili, razen Andreja pa ni znal doben artikulirati. No. Tako da, mogoče to mi je ena taka zanimiva stvar o humoru v Spačenih. No. Ja, dejansko je en specifičen humor. Ja, dejansko je specifičen humor, ki nekako ti ne pusti, da bi se odsmejal. Ne. Oziroma, da bi sprostil potem to težo ideje ven, da bi pač itak je smeh tista sprostitev, ampak ja, tu pa je nekako ni, Ker še vedno vztraja, poleti se princesa Diana v krsti. Ja. In dokler je ona v krsti, tako dolgo vica ni konec. Ja, res. Zdaj, Grega, to je tvoj prvenec, v njem je 18 kratkih zgodb. Zdaj so motivno, tudi tehnično dokaj raznolike. Ne vem, zdaj, če preberem pač njihove naslove, itak zdaj ne bo poslušalcem nič kaj dosti dalo. Zdaj, ne vem, mogoče samo recimo določene so, pa ena taka mini kritika družbe, so pa ene tudi zelo tako arhetipsko psihološke. Ne vem, kako se tebi zdi, po kakem ključu si dejansko to potem naredil, ali si kar potem vse dal notri, in mislim, ker se mi zdi, da v prvencu je res vedno vse, kar ima človek v življenju zapovedati, in potem pač vse to, kar ima v prvencu, pili skozi celo življenje. Mene zanima, kje so psihološke arhetipske. Te zanima, ja. Res. V bistvu vse, ne? Ja, dobro, recimo leteča proteza. Okay. No, zdaj povejva, recimo, mogoče za tiste, ki ne vedo, zakaj gre, tudi mogoče za to, da bodo
da jih pritegneva k branju, ker namen najne oddaje je seveda knjigo predstaviti na način, da bodo po njej posegli tisti, ki poslušajo. Tako da Leteča proteza je dejansko zgodba o... No pa ti povej. Ajde. Leteča proteza je zgodba o Rdeči kapici, ki jo pripoveduje, če se ne motim, babica. In sicer tu je bilo tako interesantno, babica živi v svoji hiši, volk potrka, prije noč se ji predstavi, tam ono preživita nekaj časa skupaj in potem požre. In tako babica sploh ne pošteka, da je to volk. Misli, da je Rdeča kapica ne prepozna volka, da čista slepota to ni. Pa pol ta stišenost v trebuhu od volka. Ko v enem trenutku sta v istem trebuhu not stišeni babica pa Rdeča kapica. Mislim, kak sta se oni dve mogli v tem trebuhu not stišenih počutiti. To je taka, mislim, briljantna zastavitev, no? Ki je, ne vem, kako se ne znal izpisati, ampak v bistvu iz tega, iz modernizacije teh motivov pride neka zgodba o, mislim, o Mimesisu, o tem, kak nek človek ponaredi svojo osebnost, zato da bi pri nekem drugem človeku nekaj dosegel, pri babici nekaj dosegel, da bi zmanipuliral, da bi prek nje prišel do nekih... Ja, ampak v bistvu on jo tudi seksualno zapelja, ne? Ja, zelo možno, da. Ja. In jo potem zapre v omaro, kar je v bistvu analogno pač biti v trebuhu, in pač potem seveda doseže to, da pride preko nje do Rdeče kapice. Ki je pa neka zvezdnica, nekaj taka, če se ne motim. Ja, dejansko je to preureditev pač te pravljične strukture in je seveda na ta način tudi zelo arhetipska. Tudi pravljice imajo v tvojem ustvarjanju eno zelo močno vlogo, tudi drugače se ukvarjaš z njimi. Zdaj, Grega, meni je pravzaprav žal, da se ne moreva res zdaj v 3 urah, 4 poglobiti v celotno knjigo, ker zagotovo bi bilo strašno zanimivo tudi še malo bolj reflektirati posamezno zgodbo. Zdaj toliko malo smo mogoče samo naslikala v bistvu za kakšno kratko zbirko kratke proze gre. Gre vsekakor za eno, ne vem, meni se zdi ena od zanimivejših zbirk tega časa. Mislim, ideje so res, ne vem, raznorodne in so pač postavljene v eno fabulativno strukturo na en čisto specifičen način. Tako da, no, mislim, zdaj po vseh teh letih, knjigo sem poznala že odprej, se mi zdi še vedno pač pravzaprav še boljša, kot se mi je zdela takrat. Tako da mislim, da nimaš nobenega razloga, da si do nje pokroviteljski, tako da naj ti bo tudi ena mala, ne vem, mogoče motivacija tudi za to, da spihaš prah, mogoče z kakih, ne vem, načrtov, ki izhajajo iz nje. Zdaj, ker se nama nekako bliža ta najina ura, skoraj sva že pri koncu, ne vem kak. Ne, res? Ne, res ne vem kak, meni se zdi, da se je šele začelo. No, malo sva čisto na kratko mogoče, ne vem, tematizirala. Zdaj, ne vem, za drugi del pa te prosim, če nam postrežeš še z novim materialom, najbrž še ni bil objavljen. Ne, ni bil objavljen, pa nisem prepričan, da je že objavljen. No, ampak vseeno pa te prosim, če z nami podeliš to kratko zgodbo. Tudi ta zgodba se mi zdi zelo pač aktualna. Gre za eno metaforo enega tega starega, zapitega intelektualca, ki pač ima neke zlomljene sanje, ambicije in na teh sanjah, zlomljenih in ambicijah njegove pijanske bludnjavosti pač mora zrasti nova generacija, mlada generacija. Tako da glede na to zgodbo pač se mladi generaciji ne piše ravno najbolje. Ne? Ja. Kontrola zgodovine. Ni ga bilo bolj krutega človeka od našega učitelja zgodovine.
profesor Kregar. Če so leta odnesli njegov pravi priimek, bodo spomini na njegove ure ostali večno živi. Že možno, da se vi hočete delati pametne, je govoril pred katedrom, medtem ko je odpiral flašo konjaka. Ampak prav dobenega razloga ni, da bi se moral jaz dolgočasiti, medtem ko boste preganjali svoje bolane ambicije. Natočil si je konjak nizko izpod roba, odložil steklenice in razdelil kontrolne naloge. Kot ponavadi je dal kup listov dijakinjam v prvi vrsti in papiri so prispeli do zadnjih klopi, ko je zvrnil prvo šilce. Začnite. Kontrolna naloga je bila na temo francoske revolucije in vprašanje so si sledila z pismo vuhovsko kronologijo. Začelo se je seveda z napadom na Bastiljo. Zlovešč političen zapor, ki mu je po padcu Berlinskega zidu začelo vzvratno primanjkovati zapornikov. Nadaljevalo se je z zborom tretjega stanu, ki se tako nesramno ni zmenil za prva dva in našlo svoj prvi vrhunec v nezaslišanem sojenju kralju. Konjak, ki je skozi serijo kozarčkov začel svojo pot proti robu čaše, je razveselil profesora Kregarja. Ta je z razrahljano kravato splezel na kateder in na ves glas tulil: "Mi ga pa žingamo in veseli smo." Spomnili smo se na njegovo 15-minutno predavanje, da nas bo naučil ostati zbrane kljub vsem pizdarjam, ki se dogajajo po svetu. Sledila je seveda serija vprašanj o jakobinskem terorju, ki so se začele z razliko med jakobinsko malo in žirondistično veleprodajalno. Z Dantonom, tem ubogim revčkom, ki ga ni maral prav nihče, ravno tako kot še bolj ubogega Edvarda Kocbeka, nekega poprečnega pisuna, v imenu katerega so slovenski osamosvojitelji počeli svakojake orgije, ne. Pa vse do simfonij giljotin, ki so igrali po Parizu. Miniaturo ene take je profesor Kregar med uro obesil na mesto križa, ki se je neuspešno trudil prekriti belo liso partijske propagande. Če križ predstavlja Božjo milost, je dejal, zastopa giljotine glas ljudstva. Odmerki konjaka so segali že pogumno preko polovice in profesor Kregar se s popolnoma razvezano kravato opotekal okrog katedra, kazal s prstom sem ali tja in se v svoj pijanski govorici kregal z bogvekom in se spuščal v dolge in zapletene liturgije kletvic ter žalitev. Tretji sklop so bile seveda napoleonovske vojne. Ta dolgi špaget evropske zgodovine, v katerem se ne ve prav, kdo je avtokrat in kdo je demokrat in teko katerega za celo glavo prekratki general menjuje kralje z berači in razglaša za plemenitega ravno vsakogar, ki ima kovček zlatnikov in 5 minut časa. Konjak je dosegel rob in profesor Kregar ga je pogumno žlempnil kar na eks. Po neuspelem poskusu samomora s kravato je sedel za mizo in tiho ihtel. Ker smo bili tedaj že 3. letnik, smo še predobro vedeli, kako nevarno bi ga bilo govoriti. Francoska revolucija se je hvala Bogu končala in mračnjaki vseh dežel so se združili, kje drugje kot pa v Ljubljani, da naredijo Evropo spet krščansko. Vprašanja in čas za pisanje so se počasi iztekala in pravzaprav ni bilo kaj reči. Pa vendar me, tik preden sem pristavil zadnjo piko, nekaj udarilo po glavi in znašel sem se daleč v prihodnosti. Delal sem v neki majhni založbi, kjer sem objavil intervju svojega šefa, v katerem si je zaželel preproste kratke zgodbe z jasno poanto, takšno, kot ji bo lahko razumeti. Vedel sem, da mu ne bom mogel ustreči. Kregar je mrtvo pijan telebni po tleh, jaz pa sem spustil list v njegovo bruhanje. Grega, hvala. Zdaj,
Preberi nam prosim še pesem. Ti namreč tudi pesem, ne? Ja, saj sem videla, ja. Da si hotel zatajiti. Res sem hotel zatajiti svojega otroka. Ampak vseeno, si tudi pesnik, sicer nimaš objavljene knjige, ampak vem pa, da imaš ogromno pesmi, tako da mislim, da ne moreš spregledati tudi pač te plasti svojega ustvarjanja. Pa ne, pesmi so fajn za brati. Pesmi se lažje preberejo kot proza. No, pa saj tudi si v bistvu član Slam zverin, tako da si verjetno tudi že nastopal za poezijo. Ja, ampak mislim, da zdaj ne vem, članarine že dolgo niso plačane. Ja, zdaj te pa bodo videli, ne? Te bodo terjale. Tako da, če se po članarini meri članstvo, vprašanje, če se ima aktivno. Zaenkrat nima naslova. Nekaj arogantnega, pardon. Nekaj arogantnega v teh blokih, v teh čistih rumenih ploskvah, v teh robatih z rdečo voščenko narisanih mansardah. Nekaj arogantnega v načinu, kako se ostre linije zarisujejo v čisto in visoko modro nebo. Pod javori, tam med medvejkami in ognjenimi trni je policist ustavil dečka, Paglavca, rosnih 14 let. Zahtevajo dokumente, kako je ime očetu in kje dela mama in kako si upa hoditi po svetu brez osebna. Tam za grmovjem pa je trohnel peskovnik in slišati je bilo svet pokvarjenih igrač. A deček je odrezal. Pravi brat daleč naokrog slovečega pretepača. Kaj je škifo, pravi. Imela žena spet migreno, pa se spravljaš na otroke. In pete se, kaj je škifo, pravi. Imela žena spet migreno, pa se spravljaš na otroke. Kobovci se mu bočijo za hrbet in pete se bodo kmalu odlepile od tal. Spominja na kip politika pri parlamentu, ko za zbranim klubovanjem vsega sveta izobči brado in reče, kaj je škifo. Nekaj arogantnega v teh blokih, ko se tako napeto bočijo v nebo. Kot otrok, ki prikline policaja, pa čeprav bo tulil, ko jih bo dobil. Nekaj arogantnega v teh fasadah in nad njimi svetlo modr čas. Pedo. Hvala, Grega. Prosim. Ne vem, bi mogoče še kaj dodal? Se ti zdi, da sva kaj pomembnega izpustila oziroma pač kot prava dama zadnjo besedo prepuščam tebi? Hvala, mislim, da smo povedali vse. Dobro, torej vse zaenkrat, ne. Zdaj upam, da seveda se še srečava, če ne prej, ko bo izdana kakšna tvoja nova knjiga. Upam, da kaj iz tega, kar imaš trenutno v predalu v delu, kmalu ugleda luč sveta. Jaz se ti pa lepo zahvaljujem, da si se odzval mojemu povabilu, da si se predstavil našim gledalcem in seveda, da sva prijetno poklepetala. Zdaj seveda vsaka knjiga, ki je prava, ki je dobra knjiga, razpira eno ogromno paleto možnosti za pogovor, tako da, ne vem, mislim, da sva dovolj vzbudila radovednosti, da boš mogoče pa dobil še kakšnega novega bralca, kar je nekako tudi bil naš namen, oziroma je namen naše oddaje, spodbujati branje in seveda predstaviti avtorje. Tako da, Grega, želim ti veliko uspehov na vsem področjih. Hvala lepa, pa hvala za vabilo. Hvala. Mi pa se vidimo čez 2 tedna v novi oddaji Splet besed. Nasvidenje.